zaščita in reševanje ob jedrski nesreči, 3. mesto za rojstvo Kresnika, ljudje in dogodki leta 2017, v znamenju strategij mladinske, protistresno v novo leto, s fotoaparatom na izletu, v boju za obstanek v drugi ligi. Lepo pozdravljeni. V torek 16. januarja je postal veljaven načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v občini Medvode. Med enomesečno javno razgrnitvijo ni nihče razen enega gasilskega društva podal niti ene pripombe. Javne obravnave omenjenega dokumenta v sejni sobi na občini Medvode prejšnjo sredo pa sta se udeležila le podžupanja Darinka Verovšek in občinska svetnica Cvetka Židan-Veljavec. En mesec je bil torej občanom Medvod na voljo, da bi povedali, kaj si mislijo o načrtu na 89 straneh, ki predvideva ukrepe ob nesreči v jedrski elektrarni Krško in tudi ob nesrečah v jedrskih elektrarnah v tujini. Namen ukrepov je zagotoviti pravočasno in organizirano obveščanje, ukrepanje in s tem učinkovito zaščito, reševanje in pomoč prebivalcem občine Medvode. Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči je decembra 2017 izdelal zunanji svetovalec župana Gregor Gomboši, ki dela za podjetje Jure Dolinar SP, izobraževanje in usposabljanje gasilstva iz Ljubljane. V letu 2016 je izdelal že občinski načrt za reševanje v potresu. Sistem zaščite, reševanja in pomoči na območju občine Medvode ob tej naravni nesreči so nato preverjali na dvodnevni vaji v lanskem maju z naslovom Potres 2017. Kar samo od sebe se tako postavlja vprašanje, ali imamo v Medvodah spisane že vse načrte, ki jih zahtevajo pristojni, oziroma ali kateri še manjka. Nažalost je občina Medvode skoraj povsod v vseh scenarijih načrtov za vse potencialne večje nesreče, mislim, da povsod razen nesreče na avtocesti. Tako da lanskoletni načrt v primeru potresa je nek krovni načrt, ki ga tudi država uporablja za to, da potem dele tega načrta uporablja v drugih nesrečah, torej, ker je najbolj generalen. V lanskem letu se je sama država odločila in nekoliko spremenila tudi načrt v primeru jedrske oziroma radiološke nesreče in iz tega je sledilo, da moramo vsi ostali nižje postavljeni nekako posodobiti svoje načrte v tem primeru, tako da občina Medvode se tega lotila. Imamo v tem primeru srečo, da smo relativno varna občina, manjša ogroženost in iz tega naslova niti ne sledijo tako zelo strogi ukrepi. Medvoščane bolj kot jedrska nesreča skrbijo poplave. V lanskem letu sta bili izvedeni dve pomembni naložbi, in sicer je vodno-gospodarsko podjetje Kranj opravilo več posegov pred sotočjem Sore in Save in tudi ob strugi potoka Ločnica v vasi Sora. Spomladi bodo dela v strugi Sore do zgornjega mostu nadaljevali. Poplavno varne Medvode po mojem ne bodo nikoli, ker stoletne vode bodo en del Medvod vedno prizadele. Zagotovo pa se z vsemi ukrepi, ki se izvajajo na vodotokih, trudimo, da bi bila poplavna ogroženost čim manjša. To je po eni strani, da temu bi rekli kurativa, preventiva je pa zagotovo to, da v prostorskih aktih, ki jih občina sprejema, ne omogočamo pozidave na poplavno nevarnih območjih. To je seveda pri ljudeh v prvi fazi na tem niso navdušeni, ampak moramo se zavedati, da včasih je preventiva boljša kot kurativa. Tako da popolne varnosti nekako po mojem niti ne moramo pričakovati, je pa res, da po eni strani moramo tudi gledati na ukrepe, ki bi jih sicer bila dolžna izvajati država, pa jih bolj slabo na teh manjših vodotokih, pa jih zaradi tega potem te naloge jemljejo občine. Po drugi strani pa tudi ljudje, ki vejo, da imajo enkrat na 2 leti vodo, morajo tudi samozaščitno delovati. Torej, če vejo, da imajo v kleti večkrat vodo, je najbrž že pametno izkopati jašek in kupiti eno potopno črpalko, da v tistih dneh, ko je to treba, ne da se vedno obračajo na gasilce in ravno tako tudi pri polnjenju vreč. To ne pomeni, da če se voda približuje, pa če veš, da si na poplavno ogroženem, ni noben problem, da prideš na občino po vreče, dobiš jih zastonj, ravno tako dobiš pesek, ni pa to all inclusive paket, kjer se ti dostavijo, postavijo in odpeljejo vreče. To na nek način morajo ljudje vedeti, da je tudi njihova naloga. Samo zaščitno delovanje je včasih še boljše. Pa ni važno, ali je to potres, poplava ali pa radiološka nesreča.
Jedrska elektrarna Krško je od občine Medvode oddaljena približno 88 km zračne linije. Na območju 1000 km okoli Ljubljane pa je 86 jedrskih elektrarn, od tega jih je 19 v 500-kilometrskem pasu. V Sloveniji sta sicer še 2 jedrska objekta, raziskovalni reaktor in centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. Ob nesreči v Krškem je stopnja ogroženosti največja v bližnjem območju, to je od nekaj kilometrov do 10 kilometrov. V večji oddaljenosti pa je odvisna od vremenskih razmer. Če bi prišlo do nesreče v Neku, potem moramo mogoče ukrepanje razdeliti na 2 dela. Eno je torej sprejem ogroženih prebivalcev, ki so neposredno v pasu 0 do 3 km ob nuklearni elektrarni Krško. Tukaj državni načrt predvideva, da Medvode sprejmejo 464 prebivalcev iz kraja Drnovo. Mi smo v tem načrtu določili tudi sprejemno mesto in pa potem mesta nastanitve, ki so predvsem se pravi objekti telovadnic in pa športne dvorane, kjer lahko zagotavljamo vsaj nek zasilen standard ljudem za teden dni, tako kot je zahtevano. Po drugi strani pa ukrepe, ki bi jih pa sprejeli torej za naše občane, gre predvsem ukrepe zaklanjanja, zaprtja noter v stanovanje, zato da se po nepotrebnem ne izpostavljajo. Potem v primeru res večje nesreče je razdeljevanje tablet kalijevega jodida in pa potem naprej tudi sanacija oziroma še prej prepoved uživanja krme in pa hrane. Tako da to so ti ukrepi, ki so nekako že strani države predpisani in jih potem moramo samo lokalni štabi civilne zaščite izvajati naprej. Na javni obravnavi so bila omenjena zaklonišča, ki jih imamo v Medvodah kar nekaj. V sistemu bivše Jugoslavije je bil čas, ko se je to prav tako, bi rekel, strateško so se gradila tudi pri večjih poselitvah zaklonišča. Tega danes v modernem planiranju ni več. Objekti za zaklanjanje so pravzaprav vsaj stavbe, ki se jih da neprodušno oziroma brez ventilacije zapreti. V Medvodah imamo eno centralno zaklonišče v Medvodah v centru in pa potem imajo osnovne šole Medvode, Smlednik, Pirniče, imajo pa tudi svoje, pa zdravstveni dom recimo tudi svoje zaklonišče. Zagotovo ni zaklonišč dovolj za 16 000 prebivalcev, jih je pa kar nekaj, tako da tiste najbolj akutne objekte lahko z njimi pokrijemo. Na naše vprašanje, kakšna dela vse je za občino Medvode opravil Gregor Gomboši, ki dela za Jureta Dolinarja SP, saj je občina Medvode po podatkih supervizorja v 19 mesecih, to je od maja 2016 do januarja 2018, nakazala 37 422 evrov, župan odgovoril. Torej, v občini Medvode smo imeli novembra 2014 prvo inšpekcijo z naslova civilne zaščite. Tam smo ugotovili, da imamo okrog 12 ali 13 področij, ki jih je treba na novo postaviti, spremeniti, določiti. Potem smo, mislim, da skoraj pol leta iskali pravo osebo, znotraj občinske uprave zagotovo ni nobenega z referencam, ker na novo ni nihče prišel, očitno za nazaj pa tudi ni nobeden znal. Tako da smo potem večkrat prosili medvoško javnost, če je kje kdo, ki bi bil pripravljen se na tem področju aktivirati. Nekako ni bilo posebnega interesa ali pa so čutili, da je to precejšnja odgovornost. Tako da smo potem prosili za sodelovanje Jureta Dolinarja. To je pravzaprav podjetje oziroma gospod Dolinar je zaposlen v gasilski brigadi skupaj z pomočnikom oziroma sodelavcem Gregorjem Gombošijem. Delata zelo veliko tudi vezano na Ljubljano, vezano na izobraževanje na Igu, tako da sta zagotovo bila kompetentne osebe in prevzela v celoti področje civilne zaščite. Torej, župan je ostal poveljnik civilne zaščite, ker to nihče drug ni želel biti in je župan prevzel to nehvaležno vlogo, zagotovo pa župan nima nobenega znanja z tega področja, tako da vse, kar je vezano ne samo na te načrte, ampak tudi na vse ostale akcije, na vajo, na tisto, kar se je dogajalo in pa del tudi dela vezanega na izvajanje gasilske javne službe, tisto, kar je kar precej včasih enih usklajevanj, letos se je kupoval tudi
oziroma v letu 2017 gasilsko vozilo in tako naprej. Tako da vse te naloge, ki so vezane na zaščito in reševanje, smo bile nekako prenešene na pogodbenega izvajalca. V bistvu kot svetovalec, ne? Včasih je bil pač svetovalec. Ja, lahko bi rekli kot zunanje svetovanje za to področje. Župan Nejc Smole upa, da bo potem, ko bo večina načrtov sprejeta in ko bo vizija razvoja civilne zaščite dorečena, vendarle kdo pripravljen sprejeti funkcijo poveljnika. Moram pa reči, da zagotovo se pozna to delo na civilni zaščiti, ker Medvode trenutno, kar si upam trditi, kar visoko kotirajo v ljubljanski regiji po tem, kako se dela na tem področju. Se pravi, koliko akcij je izvedenih, koliko enih usposabljanj, da nimo ravno poveljnik civilne zaščite ima drug teden 2 dni usposabljanje, torek in sredo na Igu, tako da teh usposabljanj izobraževanja je res kar nekaj. No. Velika pridobitev je tudi na novo vzpostavljena ekipa prve pomoči. Verjetno pa bo tudi letos, po uskladitvi z Gasilsko zvezo, vnovič potekala vaja civilne zaščite. Na njej pa ne bodo simulirali jedrske nesreče, ampak naj bi preverili, kako je z nastanitvenimi enotami v občini Medvode. Je pa to tako področje, kjer v resnici ni nikoli konca. Ne. Vedno se lahko dela naprej, vedno se lahko dela še več, lahko se dela še bolje in predvsem se lahko poveže še več ljudi. Ne. Konec koncev trenutno v sistemu civilne zaščite nam je uspelo v 2 letih povezati tako del javne gasilske službe, kot javne zavode, kot Rdeči križ, ki je zdaj del, kot turistično društvo, recimo turistična društva, posebej vaše Goričane, ki delajo na nastanitvenih enotah, tako da lahko rečemo, da je civilna zaščita zdaj neka organizirana skupina, ki ima obraze. Nadaljujemo pa s pregledom dogodkov in osebnosti, ki so zaznamovali minulo leto. Tokrat z najbolj pestrim predpočitniškim dogajanjem, ko smo zabeležili tudi 5 prerezov slavnostnih trakov. Začenjamo pa prav z osvežitvijo spomina na vajo potres 2017. Medvode so se v petek 12. maja 2017 ob 12. uri in 15 minut močno stresle. Potres z močjo med 7. in 8. stopnjo po evropski potresni lestvici je imel epicenter, kako simbolično, blizu občinske stavbe in knjižnice, v katerih sta stekli evakuaciji. V občinski stavbi je bil poškodovan en uslužbenec, izbruhnil pa je tudi manjši požar. Sledile so evakuacije iz vseh 8 enot vrtca Medvode in zasebnega vrtca. Poleg občinske stavbe je bilo samo v petek huje poškodovanih še 30 objektov. Za povrh je v več vaseh zmanjkalo elektrike in vode. Tako dramatičen je bil uvod v dvodnevno vajo potres 2017. Skratka, v petek 37 različnih dogodkov s 341 sodelujočimi in v soboto 33 dogodkov s 298 sodelujočimi. Šele v začetku septembra, torej po skoraj 4 mesecih, je štab civilne zaščite potrdil analizo in za javnost strnil temeljne ugotovitve, da potrebujemo majhen in učinkovit sistem civilne zaščite in da bi to dosegli, je potrebno boljše komuniciranje, dopolnjevanje manjkajoče opreme tudi za tehnično reševanje in predvsem dodatno izobraževanje. Prvi ukrep je že ta, da gremo že prihodnji teden na dodatno izobraževanje, predvsem vodstvo. Jaz nimam nobene težave, da priznam, da tukaj jaz tudi slučajno se ne čutim dovolj suverenega, zato bom vesel, če bo kdaj kdo, razen za šankom, upal tudi kje drugje, reči, da je pripravljen vzeti pomembno vlogo v sistemu zaščite in reševanja v Medvodah. V Heliosovem obratu v Preski v nekdanjem Kolorju so sredi maja slovesno odprli novo visoko regalno skladišče za končne izdelke. Vrednost naložbe je bila 4 milijone evrov, na odprtju pa so se pohvalili, da so v 2 letih v posodobitve na tej lokaciji namenili še 3 milijone evrov. Po zagotovilih ne gre zgolj za naložbe v optimizacijo proizvodnje, ampak tudi za varnostne in okoljske projekte. Ta zagotovila smo torej dobili še preden je zagorelo v vrhniškem podjetju Kemis, ki je zadolženo tudi za njihove nevarne odpadke. Slavnostni trak je med drugim prerezal tudi predstavnik novega lastnika, japonske družbe Kansai Paint, ki je skupino Helios skupaj z avstrijskim premaznikom kupila za 572 milijonov evrov, v kar so vključene tudi obveznosti združene družbe. Pa vendarle ti, ki so sedaj Helios Japoncem tako dobro prodali, so ga leta 2014 kupili za slabih 145 milijonov evrov.
in hkrati res da prevzeli še za 105 milijonov evrov dolga. Za Avstrijce vendarle dobra računica in dobra šola za prodajalce Heliosa, državo Slovenijo in njene institucije. Za Helios pa je bil novi lastnik vendarle novo upanje. Po izjavah predstavnikov Kansaja so oni dejansko zelo zadovoljni z nivojem Heliosa, z nivojem Heliosovega razvoja, z blagovnimi znamkami, tako da mi zaposleni v Heliosu vidimo v tem samo neko pozitivno stvar in možnost za nadaljni razvoj. V okviru 6-dnevnega festivala Liki, kar je kratica za izobraževanje, kulturo in inovatorstvo, se je odvilo kar 17 različnih prireditev, ki je povezalo zavode, društva in ostale ustanove s prej omenjenih področij. Med drugim so na zaključni prireditvi praznovali tudi 20 let sobivanja skupnosti Barka v naši občini. Barkači so tudi sami poskrbeli za prisrčen program. Bila sem globoko ganjena nad koreografijo, nad plesom naših ljudi. Hvala Nataši, koreografinji, ki vedno znova najde način, da potegne najlepše in najboljše iz njih in nam da ponovno začutiti, videti, da so oni tisti, ki nam dajejo in od katerih se imamo mi zaučiti. Prav za voljo Barkačev so bili prisotni tudi številni gostje iz tujine, bodisi prostovoljci, dobrotniki, pa tudi nekdanji in aktualni nemški veleposlanik v Sloveniji. It was really a great event. With so many different groups on stage with a lot of talent. Also, I was very impressed what those from Barka jointly how they performed. This was sensational. So all in all, it was a pleasure to be here. It was a nice 1.5 hours. I was also with the former German ambassador. He was also here this evening. So we had a great time and got to know what's going on here in cultural terms and also about the Barka. Rotary klub Medvode, ki šteje 28 članov in 5 članic, v prihodnje obeta več sodelovanja v mednarodnih projektih in tudi mednarodnih sredstev. Prvi korak na tej poti je bilo pobratenje s sorodnima kluboma iz tujine. Andrej Istenič, predsednik Rotary kluba Medvode, je pojasnil, da z nemškim klubom iz Hesna sodelujejo že od leta 2002 in prav z njimi so pripravljali tudi projekt Blagajana, ki pa je bil na to ustavljen. Zaradi odličnih izkušenj, ki so jih imeli Nemci s turškim klubom iz Izmirja, pa so se Medvoščani prijateljsko povezali tudi z njimi. Zavezo za močnejše sodelovanje so potrdili s podpisom tripartitne pogodbe. Rotary je delovati v lokalnem okolju in razmišlja tudi globalno. Se pravi, deluje lokalno, razmišlja globalno. Začetek meseca junija je potekal v znamenju še enega festivala. V 3 dneh so se zvrstile zabavne, družabne, športne, kulinarične, turistične in ostale prireditve. Vse v znamenju Medvode v gibanju. Osrednja prireditev pa je prav gotovo bil prvi nočni tek na 5 in 10 km s približno 400 udeleženci iz cele Slovenije. Pohvalimo se lahko tudi z 2 zlatima domačinkama. Ne, zmage nisem pričakovala, sploh ko sem videla, da je še Tina na štartu, ko je vzdržljivostno močnejša kot jaz. Pa jaz sem še zjutraj močen trening naredila, tako da sem prišla za trening odteči. V bistvu super, pričakovala sem, da bo v bistvu ful težji, ker je bilo kar nekaj vzponov, ampak moram reči, da mi je šlo kar v redu. Pač vzdušje je res fenomenalno, ful je navijačev v progi, super. Na repu razpredelnice je bila tudi ekipa občinske uprave z županom na čelu, ki je složno, z roko v roki prečkala ciljno črto. Moški pevski zbor Kudoton Župančič Cora je junija s koncertom Večer na vasi obeležil prvih 65 let prepevanja. Je zbor z najdaljšo tradicijo ne le v naši občini, ampak tudi daleč naokrog. Takrat jih je bilo, ko so začeli 18. Danes nas je 13, nas je bilo tudi že 15, 16, ampak so veste, mislim, to zmeraj malo varira gor, dol, tako da jaz upam, da smo danes bili kar lepo zasedeni. Koliko let vi delite to usodo moškega pevskega zbora?
Ja, od leta 1971, to se pravi, je že to kar 42 let. Ob tokratnem jubileju so se pevci še posebej zahvalili tudi svojemu prvemu zborovodji Mihi Gabru, ki je tik pred tem praznoval 90 let. Še nedolgo nazaj pa je z njimi tudi prepeval. V njegovi odsotnosti je darilo prevzela hči Jana Debeljak, ki vodi oktet. Žal smo konec meseca junija morali poročati tudi o tem, da se je od nas poslovil. Za prostovoljno gasilsko društvo Smlednik je bilo leto 2017 slavnostno leto, saj sta v domači gasilski dom naenkrat zapeljali kar 2 novi vozili. Naložbi, ki so jo izpeljali predvsem z lastnimi sredstvi in sredstvi Botrov vozil. Novega vozila GVM-1 za prevoz moštva in rabljenega vozila Land Rover Defender za gašenje gozdnih požarov. Land Rover Defender, terensko vozilo s pogonom na vse 4 kolesa, zaporo diferencijala s počasnimi prestavami, tako da mu strm teren, blaten teren ne predstavlja nobenih težav. S seboj vedno peljemo 500 litrov vode, 2 izolirana dihalna aparata in nekaj opreme za prve napade, tako da zaradi same hitrosti vozila lahko pridemo na kraj požara in začnemo samostojnim gašenjem do prihoda večjih vozil z več vode in več opreme. Baletna šola Stevens se je v začetku junija kot edina predstavnica Slovenije udeležila enega največjih mednarodnih plesnih tekmovanj v sosednji Avstriji in domov prinesla 2 medalji v starostni skupini 12 do 14 let. Nika Ferjan je z variacijo Kupit pripisala zlato, Lana Druškovič pa z variacijo Odalisk srebro. Tekmovalni točki je pripravila Nena Vrhovc Stevens. Se mi zdi, da vzum smo bolj cenjeni, kot v domači hiši, to je vedno tako pravijo. Zlato pa srebro sta nam prinesla Nika Ferjan pa Lana Druškovič s klasičnimi variacijami. To je bilo evropsko prvenstvo v Avstriji v Matrej. V uvodu poletje je potekal v znamenju prerezov slavnostnih trakov. Najprej je bila tudi uradno dana v uporabo ena najtežje pričakovanih investicij v krajevni skupnosti Zbilje, ki pa je tudi največja v občini v letu 2017, saj je njena vrednost znašala skoraj 800 000 evrov. Gre za skupni projekt Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je financirala rekonstrukcijo cestišča, in občine Medvode, ki je financirala gradnjo pločnika in avtobusnih postajališč, obnovo vodovoda in hidrantnega omrežja ter postavitev javne razsvetljave. Pridružilo se je tudi javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je zgradilo plinovod do Smlednika. Župan Ned Smole ob tem pravi, vsak tak projekt je predvsem velika učna ura iz... Teli projekti večjih cest imam jaz občutek, da so učna ura potrpežljivosti včasih. Pa moram reči, da tale projekt v Zbiljah je na koncu zelo lepo uspel. Če pa pogledamo, koliko je bilo enih neznank ali pa koliko je bilo enih deležnikov noter, pa ne mislim tukaj nujno samo vseh, ki so bili udeleženi s solastništvom zemljišč, ampak tudi sofinancerji oziroma soinvestitorji, pa moram res reči, da kapo dol vsem tistim, ki so dejansko delali na tem projektu. Na občinski slovesnosti ob dnevu državnosti je bilo s prerezom traku uradno predano namenu tudi obnovljeno ali bolje rečeno kar novo športno igrišče ob osnovni šoli Pirniče. Naložba vredna več kot 100 000 evrov je skupna naložba predvsem občine Medvode, osnovne šole Pirniče, ki se je zadolžila za nakup klopi in zaščitno mrežo za golom, in krajevne skupnosti Pirniče, ki se je zadolžila za namestitev ograje okrog igrišča in predvsem za ureditev okolice skupaj številnimi prostovoljci. Preplastili so igrišče za mali nogomet in košarko, preplastili atletsko stezo s tenisitom, na eno stran postavili orodja za ulično telovadbo, na drugi strani, ki je izven ograje, pa so postavili grbinasti poligon, prvi v naši občini. Julija, to je bil tudi eden od najtoplejših dni v letu 2017, smo bili občani povabljeni na železniško postajo Medvode, ne sicer, da se kam odpeljemo za sam občinski praznik, ampak na slovesno odprtje njene nove podobe.
Po novem je bila predana v skrbništvo in upravljanje javnemu zavodu Sotočje, saj v njej deluje tudi turistično-informacijski center, ki je prevzel tudi prodajo vozovnic. Gre za pilotni projekt Slovenskih železnic, javnega zavoda Sotočje in seveda občine Medvode, ki je najbolj odprla močniček in v revitalizacijo tega dela Medvod prispevala okoli 60 000 evrov. Skupaj z javnim zavodom Sotočje je uredila notranjost objekta, skupaj s podjetjem Slovenske železnice pa okolico objekta. Dodana vrednost tukaj v tem projektu je po mojem praktično vse, kar se je dogajalo znotraj tega projekta. Pomembna stvar je, na katero sem neizmerno ponosen, verjamem, da se to tudi vidi. Medvode smo prve v Sloveniji. Prvi v Sloveniji po enem dobrem projektu, po pilotnem projektu sodelovanja s slovenskimi železnicami, v eni ideji, kako nadgraditi eno precej zapuščeno stavbo, pripeljati eno novo vsebino, ki ne služi samo turistom, ampak služi tudi našim občanom. Torej železniška postaja, ki tu stoji od leta 1870, je dobila novo podobo, infrastruktura pa. Vemo, da bi bila prava rešitev, recimo dvotirna proga do Kranja, ki bi omogočila zelo veliko frekvenco dnevne migracije med Ljubljano in pa Gorenjsko in pa seveda tudi večji dotok turistov. Ampak Občinski praznik 2017 se je zaključil s srečanjem pri rojstni hiši Jakoba Aljaža, kar je bila idealna priložnost, da se je slovesno predala v uporabo tudi prenovljena in nova infrastruktura v Zavrhu. Gre za naložbo v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Za novo rojstvo ceste v dolžini slabih 800 metrov, izgradnjo pločnika in parkirišča ter obnovo vodovodnega omrežja je bilo potrebno skoraj 9 mesecev. Seveda na več let pregovarjanja med občino, krajevno skupnostjo in Zavrhljani. Deloma je bila zamuda posledica neugodnih vremenskih razmer, nepričakovanih zapletov pri pridobivanju potrebnih zemljišč, nekaj pa je prispevala tudi sprememba trase ceste. Če torej strnem, zahteven projekt, ampak na srečo smo imeli tukaj lastnike zemljišč, ki so bili pripravljeni po enotni ceni se dogovoriti, razumeli pomembnost tega projekta. Čeprav je bila zahteva krajanov Zavrha tudi obnovljena cesta skozi samo naselje, pa so se tudi tisti najbolj zahtevni počasi zavedli, da bi bil vsak poseg v tako strnjenem naselju s pridobivanjem soglasij skoraj da misija nemogoče. Če rečemo od 1 do 10, koliko ste zadovoljni, kdaj bi bili povsem zadovoljni? Ja, torej bi dali 8, recimo, ker vendarle je še polno nekih stvari, ni bilo do konca izvedeno in tako naprej, ampak vendarle tisto, kar se je zastavilo, se je izvedlo in temu smo res zelo, zelo hvaležni. Na slavnostni seji v srednjem dogodku ob občinskem prazniku so na predlog komisije podelili 1 medaljo in 4 plakete. Medaljo predvsem za ureditev vadbenega prostora pod Šmarno goro je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Pirniče Vikrče Zavrh. Plaketo za dosežke in dolgoletno delo pa Jahalni center kmetije Janhar, predvsem kot zahvalo za sodelovanje z lokalno skupnostjo, Kmetijska zadruga Medvode ob 70-letnici uspešnega delovanja in vključenosti v lokalno okolje, Agata Trojer za voljo bogatega kulturnega ustvarjanja in vloge pri medgeneracijskem sodelovanju in Franci Bonča, dolgoletni pritrkovalec in predsednik KUD-a Smlednik. V prihodnji oddaji bomo s pregledom leta 2017 tudi zaključili, ko bomo na hitro pregledali tudi posamezne pomembnejše odločitve, ki so padle v sejni sobi. Med drugim tudi ta, da parkiranje na javnih parkiriščih praviloma ne bo več zastonj, oziroma bo predvidoma še kakšna 2 meseca, da občina namesti parkirne avtomate. Od včeraj naprej pa velja, da ste že lahko kaznovani, če parkirate na določenih parkiriščih narobe. Z globo 40 evrov vas bo občinski redar kaznoval, če boste parkirali na modrih conah več kot 2 uri, oziroma tudi, če ne boste na vidno mesto namestili ure oziroma listka, na katerega boste napisali čas prihoda. Z globo v višini kar 80 evrov pa boste kaznovani, če boste parkirali na parkirišču, kjer je parkiranje dovoljeno le z dovolilnico. Več o parkiranju prihodnjič, kot tudi več o uspehu prve slovenske ekipe izdelovalcev ledenih skulptur na Kitajskem
pod vodstvom Mira Rismonda. Tokrat pa le kratka novica. V mestu Harbin na severovzhodu Kitajske vsako leto poteka svetovni festival ledenih in snežnih skulptur. Ledni mojster Miro Rismondo, avtor projekta Ledena dežela, se je letos tja odpravil že drugo leto po vrsti, tokrat z ekipo, v kateri so bili še Bogdan Jerič, Robert Jenkole in Jure Pogačnik. Tekmovali so v obeh kategorijah, ledenih in snežnih skulpturah. Poleg priznanja za odlično ledeno skulpturo pa so največji uspeh dosegli v izdelovanju snežne skulpture, poimenovane Rojstvo Kresnika, s katero so v hudi konkurenci 30 ekip iz celega sveta osvojili odlično 3. mesto. Slovenija je tako prvič ekipno osvojila nagrado na največjem festivalu ledu in snega na svetu. V letu 2017 je občina Medvode v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje Medvode sestavila lokalno strategijo za mlade, ki bo podala smernice za delo na področju mladine v naši občini. Sodelavci javnega zavoda in strokovni svet za mladino so svoje delo s tem opravili, sedaj pa je strategija v rokah občine. Enako velja tudi za strategije z področja kulture, turizma in športa, ki prav tako čakajo na potrditev. Na javnem zavodu pa ocenjujejo, da bo predtem potrebno še marsikaj uskladiti. Junija 2016 je občina Medvode v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje Medvode sprejela dogovor o pripravi lokalne strategije za mlade. Strategija bo začrtala delovanje občine in njenih organov na področju mladine za nadaljnja 4 leta. V lanskem letu je bila ta sprejeta strani strokovnega sveta za mladino. Stvar je taka, da je občina Medvode dala pobudo oziroma nalogo zavodu Sotočje, da pripravi dokumentacijo za lokalno strategijo mladih. Zavod je še tako, seveda smo šli v akcijo in smo v sodelovanju s strokovnim svetom za mladino in pa z odborom za družbene, premoženjsko-pravne in kulturne zadeve pripravili nek osnutek. Potem je bila ta osnutek je bil potrjen tudi strokovnega sveta za mladino, strani strokovnega sveta za mladino. Tako da zdaj pa čakamo, da gre dokument še naprej, čakamo še nadaljnje mnenje občine Medvode. Tako da ja, jaz računam, da se bo zdaj v tem letu spet zadeva malo premaknila. Razlogov, da strategija za mlade še ni stopila v veljavo, je več. Eden izmed njih je menjava vodstva javnega zavoda. Sprejete pa niso niti ostale strategije, se pravi z področja kulture, turizma in športa. Strategija za šport je po mojem vedenju najdlje obravnavana. Obravnavali so tudi že svet zavoda, dočim recimo strategije na področju mladine še niso obravnavali na svetu zavoda. Verjetno je pa seveda en od razlogov, kakor sem omenil, menjava vodstva. Svet zavoda je bil zdaj zaposlen tudi z drugimi stvarmi, tako da jaz mislim, da zdaj je prioriteta našega novega v.d. direktorja, da stabilizira poslovanje zavoda, in pa seveda taki dokumenti, kakor so lokalne strategije teh posameznih področij. Strategija je bila sestavljena na podlagi opravljene ankete, vzorec je zajemal 200 mladih starih med 15 in 29 let, ki živijo v občini Medvode. V dokumentu so zajeta vsa področja mladinskih politik, ki pa so omejene glede na proračunske zmožnosti občine. Preden bo strategija sprejeta, pa so pričakovana še dodatna usklajevanja. Glede na to, kako se tudi dogaja pri strategiji športa, sem prepričan, da bo potrebno še usklajevati se z občino na tem področju pisanja strategije. Popravki bodo sigurno še potrebni. Je pa tako, da mnenja so si različna in tako naprej. Tukaj pa treba, se mi zdi, najbolj upoštevati mnenje dejansko mladih in pa javnosti, občanov občine Medvode, bolj kot recimo nekih političnih tendenc in tako naprej. Tako da definitivno ima prednost tukaj lokalna mladina. Kakšne novosti bo prinesla strategija in v kolikšni meri bodo sprejet dokument upoštevali odločevalci, bo očitno potrebno še nekoliko počakati. Ostajamo pa pri mladini. Nina Sivka, sicer študentka ekonomije, je 8 mesecev kot au pair preživela v prestolnici Katalonije. Kaj pravzaprav je au pair? Au pair je delavec, ki v tujini pomaga pri vzgoji in učenju otrok družine, ta pa mu v zameno nudi prebivališče in plačilo. Nina je svoje izkušnje s tovrstnim delom predstavila minuli petek v prostorih kluba Jedro,
kjer je pojasnila, kako to vrstno delo poteka, kakšne so njegove prednosti in slabosti ter na kaj morajo biti kandidati pozorni, preden se odločijo, da postanejo au pair. Nina Sivka, študentka ekonomije angleškega programa, je v klubu Jedro predstavila svoje 8-mesečno bivanje v Španiji, bolj natančno v Barceloni. Ker jo veseli delo z otroci, se je odločila, da se tja odpravi kot au pair in tako poučuje angleški jezik. Veselilo me delo z otroki. Ni bila to moja prioriteta, hotela sem bolj kot ne učiti angleščino jih, ne tako, da sem kot varuška, da jih merkam, da čistim, kot je to recimo v Angliji kot au pair. Španija je pa bolj to, da ti si tam z njimi, si prisoten, imajo vsakodnevno stik z angleščino in jih počasno navajaš na to. To, kar vsi vemo, da Španci niso dobro v angleščini, to drži in zato družine ful iščejo to. In res ne iščejo, oni imajo čistilko posebej, imajo kuharico posebej, iščejo nekoga, ki bo znal z otroki in znal angleščina. Au pair je preprosto povedano nekdo, ki družini pomaga pri vzgoji otrok ali opravlja različna lažja hišna opravila. Au pair je tretiran kot del družine, se pravi, pri njej živi, z njimi hodi na izlete, skrbi za otroke in zato prejema tudi žepnino. V bistvu sem bila pri eni mladi družini, starša sta bila stara 34 let, to pomeni, sta dokaj razumela mene, moje življenje, mislim, da čez vikend želim tudi kdaj iti ven, da nisem tista punca, ki bo pač tam 24 ur na dan, da bom šla tudi v svoje življenje. Tako da, in imeli so 3 otroke, najmlajša je bila stara leto pa pol, ta srednji je bil 3 leta in najstarejši fant je bil 5 let. To pomeni, sem imela dokaj mejhne, ampak to se je skazalo kot pozitivna stvar, zato ker si lahko bil tisti njihov nekako vzornik, nekako si lahko bil njihova mama, oče in njihov najboljši prijatelj. In res, ne vem, ali sem imela tako srečo ali karkoli, ampak jaz sem dobila otroke, ki so bili zlati, pač bili so ful zabavni, radi so se igrali, nikoli mi niso rekli grde besede, nikoli me niso ponižvali, kot da sem njihova neka pomoč. Bila sem njihova, res tudi starši so dali vedeti, ona je tretji starš, ni nič manj. In zato je bila ta izkušnja toliko pozitivna, ker sem se res bala tega, da bom šla v eno družino, ker me bojo gledali kot nekaj manj, kot nekaj, da me bojo izkoriščali, da bojo, ne vem, smo se zmenili, da bom delala to kur in potem, da bo več, ker to se ponavadi v drugih državah dogaja. Ampak ta družina je bila res taka, ne vem, tudi starši sem se povezala, ful sta mladostno razmišljala in dali se prilagajati. Prvi korak k temu, da postanete au pair, naredite seveda na spletu, na eni izmed mnogih strani, ki ponujajo to vrstno delo. Pri tem pa morate biti pazljivi, saj obstaja veliko takšnih, ki uporabnike zavajajo. Nina priporoča Au Pair World, ki po vnosu vaših želja izpiše družine, ki so za vas primerne. In jaz ta prvi dan, ko sem to naredila, sem dobila 20 ponudb, od tega je bila tudi ena ta moja družina, ko sem potem šla in njim sem sprejela to. Smo imeli že naslednji dan Skype pogovor, oni so imeli še za eno Nemko pogovor za mano en dan kasneje in že takoj naslednji dan so mi po pogovoru z njo pisali, da se bi radi slišali z mano, da so pač ja, jaz sem to in potem sem v bistvu že čez 10 dni letela v Španijo. Tako da jaz sem imela ta proces zelo hiter, v 14 dneh se je vse odvil. Ja, 14 dni prej je bilo tako, da sem razmišljala, kaj bi pač počela to leto in potem je tisto v 14 dneh sem bila že v Španiji. Ampak to je res redek primer, ponavadi grejo ljudje čez 20 Skype pogovorov, da res družine te ne sprejmejo, ti nisi zadovoljen z njimi, ampak jaz sem imela to, pač bili smo, ne vem, en za drugega primerni. Delo kot au pair ima tudi slabosti, saj lahko pride do izkoriščanja poceni delovne sile. Veliko dela za malo plačila vas lahko doleti, če ste pri izbiri svoje družine nepazljivi. Takšnih izkušenj Nina ni imela, opozarja pa, da se, preden odidete na pot, pazljivo pozanimate, kaj družina od vas zahteva. To ni v Španiji, ni, čeprav že prej, jaz ko rečem na au pair, oni ti pošljajo pogoje, kaj želijo, oni ti dajo, pokažejo in moja družina se je držala vsega pogoja, v bistvu sem delala še manj, kot so rekli, da bi naj bi delala. Tako da, in če ti že prej povejo, da boš pač mogel na 14 dni počistiti okna, da boš mogel vsak dan skuhati kosilo za otroke, ki pridejo v šolo, da jih boš mogel vsak dan iskati v šolo in nazaj, vse ti povejo že prej. Tako da ja, lahko je izkoriščanje, zato ker za 80 evrov na teden je malo že izkoriščanje, če recimo moraš zjutraj jih zbuditi, obleči, nahraniti, ob enih v šolo, jih peljati domov, kosilo, ob 3 nazaj v šolo, jih 2 uri pustiti v šoli, ob 5 jih tiskati in ob 7 frej. Ja,
je mogoče, ampak to vsak lahko najde in vsak se odloči za to. Je pa res, da Španija glede tega zlata, ker sem že rekla, oni iščejo za angleščino, oni ne iščejo pomoč tako, jo imajo drugo. Kar se pa tiče kakšne Anglije, Nemčije, kar sem dobila od drugih oper, ki so bile že tam, pa je izkoriščanje delovne sile, zato ker dajo eno zgodbo in zahtevajo drugo. Tam te gledajo kot neko čistilko, kuharico, varuško, tle pa te gledajo kot res nekoga, ki jim bo pomagal. Za upravljanje tovrstnega dela ni pomembna stopnja izobrazbe. Pomembno je znanje tujih jezikov, predvsem angleškega, in želja po nabiranju novih izkušenj. Nina priporoča delo vsem mladim, ki si želijo spoznati tujino, se naučiti samostojno živeti, pri tem pa seveda tudi spoznati širši svet okoli sebe. V knjižnici Medvode tudi v letu 2018 ostajajo zvesti tradiciji, da namenijo, običajno gre za sredine večere, pozornost tudi kakšni drugi tematiki, ne le neposredno bralni kulturi. Prejšnjo sredo so nas že povabili na predstavitev antistresne metode za izboljšanje kvalitete življenja. Včeraj pa na odprtje prve fotografske razstave v letošnjem letu. Predavanje in delavnico na temo antistresne metode za izboljšanje kvalitete življenja je vodila Mateja Kotar, predsednica društva E-priložnost. V bistvu bo to praktična predstavitev, glavnem, ne zelo malo teorije, zelo malo filozofije, glavnem bo par besed, kaj mi s to metodo hočemo doseči, kaj smo pravzaprav dosegli, potem bo kratko sproščanje, pred sproščanjem bo malo dihalnih vaj, pol po sproščanju bo malo samomasaže, in na koncu bo vprašanja pa razno, ko bodo ljudje bolj vedeli že, kaj jih zanima, ker zdaj v bistvu noben niti nima občutka, kaj bomo mi predstavili. Namen predstavitve je torej bil, da se udeleženci globoko sprostijo, napolnijo z energijo, začutijo notranji mir in dobijo uvid v znanje, ki spremeni življenje na bolje. Ker se v času po novem letu velikokrat zaobljubimo, da bomo izboljšali kvaliteto življenja, nas je torej zanimalo, kako lahko to naredimo z antistresno metodo. Ja, to je pa treba na temu kar delati, ker mi ponavadi, tukaj je veliko znanja v zadnji, kako se pravzaprav povezati z energijo, kako se umiriti, kako da ne uporabljaš sebe, da se res povežeš z energijo. Tako da to je trening, tukaj je ogromen znanja, pa ogromen treninga. Ker mi nismo navajeni sebe uporabljati, smo se navajeni zelo kontrolirati. In pol, kaj je kontrola, je glavnim iz možganov, možgani so pa, veste. Vabilo je bilo namenjeno vsem, ki bi radi notranje ravnovesje in trdno zdravje dosegli na naraven način. Hkrati je bil predstavljen tudi izbor knjižničnega gradiva na temo stresa in antistresa. Pred 2 letoma prva samostojna fotografska razstava z naslovom Med nebom in zemljo, potem kar nekaj skupinskih razstav kot članica kulturno-umetniškega društva Fofite in od včeraj naprej vse do 1. februarja druga samostojna razstava Irene Marsič, tokrat z naslovom 22 fotografskih izletov, 22 doživetij. Tokrat se predstavlja s kolekcijo fotografij, ki so nastale na njenih sprehodih in izletih v naravo z namenom, da fotografira. Prikazati naravo, taka kot je, pa detalji tudi prikazati, kako to od blizu izgleda. Listje, kapljice, ledene kapljice. To ne bi bilo to, Od prejšnje razstave pa do danes je raziskovala različne žanre. Moja druga razstava, več sem se že naučila, boljše fotografije so. Začela sem, malo sem šla v detajle, kar mi zelo grejo, pa naravo, kar gre naokrog, seveda vremenu primerno. Kadar sem na morju, kadar sem, če gremo, sama grem po telih hribih, gora grem po polju, vedno nekaj najdem. Jaz moram iti sama, pa lepo počasi raziskujem. Irena Marsič je domačinka, saj je mladost preživela na Verju in v Medvodah. Nato pa jo je življenjska pot z možem ponesla tudi v Milano in v Trst. Sedaj živita v Retečah. Med obilico različnih hobijev, ki jih je gojila, jo je začela tudi bolj zanimati fotografija. Resneje se je z njo pričela ukvarjati šele kasneje, ko je dobila prvi digitalni fotoaparat.
Čas je pokazal, da je vendarle podedovala družinsko fotografsko žilico mame Nade in očeta Edvarda, strica Bogata in starega očeta, tako kot brat Boris. Prej sem imela en majhen fotoaparat, s katerim sem vedno fotografirala, ampak to so bili tak za spominke. Različni izleti, ki so, pa se domov prinese nekaj in spomink. Drugače sem imela zelo veliko drugih hobijev. Pol sem se pa, ko sem dobila, mož mi je podaril ta aparat, me je pa nekaj zagrabili in takrat sem zaživela. V meni je začel vse vreti in pol sem se pa mogla učiti, Boris mi je veliko pomagal in se še danes učim. Kadar kaj rabim, laufam k njemu in Boris pomaga mi tle, kako to, kaj treba tukaj. Učimo se vedno. Niti jaz, niti ona, niti noben od nas otrok se niti nekaj dosti zanimal za fotografijo od začetka. Pravzaprav nam je šlo na živce, ker nas je fotor skozi hotel slikati in cela žlahta, sama fotografija je bila cela v hišo. Ona je sicer fotografirala na klasiko, na filme, rojstne dneve pa take zadeve, kaj dosti naprej ni šlo. Se pravim, leta 2013 je dobila v prvi digitalni fotoaparat. Jaz sem jo še čist pustil, malo sem mi pokazal, kako aparat deluje in je slikala, pa sem videl, da ima nekaj v sebi in se rekel, škoda bi bilo, da ne bi šla naprej in dejansko smo jo v kot fofite vse fotosekcijo vzeli. Jaz sem jo pa kar samo pustil, da se sama zbere pač svoj žanr tega in dejansko je izbrala naravo in skozi to napreduje še kar naprej, kljub letom pač pozitivno, pa en lep hobi ima. Ona dejansko vstane ob 6 zjutraj, 5 polet in z namenom prav gre fotografirati po Sloveniji, po Medvodah, po hribih, povsod. To je hobi in pač življenje zdaj. Otvoritev sta z umetniško besedo popestrila Anica Horvat in Jurij Marusik, z glasbo pa Marija Strajnar. Košarkarji Brinox Medvode so v nedeljo na tekmi 15. kroga druge slovenske košarkarske lige proti Konjicam vknjižili pomembno zmago, s katero so skočili ponovno na sredino lestvice in se s tem vsaj trenutno rešili lige za obstanek, v kateri bodo pristale zadnje 4 ekipe rednega dela. Do konca prvega dela sezone jih sicer čaka še 7 tekem. Medvoščani so pomembno zmago s 94 proti 91 dosegli po podaljšku in potem, ko so večji del tekme lovili zaostanek 10 točk proti slovenskim Konjicam, zadnje uvrščeni ekipi druge lige. Pričakovali smo eno trdo izenačeno tekmo. Pomembnost tekme je sigurno naredila svoje, tako da tekmo smo začeli absolutno preveč v krču, nesproščeno, to se vidi po zgrešenih prostih metih v prvem polčasu. Zgleda smo imeli en krč, smo se dobro zavedali, kaj to pomeni. Po tolikih letih smo zopet v drugi ligi in tale zmaga nam je res prišla ta prav čas, oziroma če bi se to zgubili, bi bilo hudo, najbrž ne bi bilo nič dobrega. Konjice so si prednost 10 točk priborile že v prvi četrtini. Ob polčasu so vodile 44 proti 33 in jasno je bilo, da bodo morali domačini nekaj konkretno spremeniti v svoji igri. Slabši ni mogli biti, ker mrtvo v krču čutila se ta pomembnost tekme in mogli smo samo malo bolj intenzivno začeti migati, bolj napadati, malo se bolj držati pravil določenih. In porabili smo res veliko moči, da smo jih ujeli, ampak zdaj se je to pol obrstvalo, da smo tudi zmagali na koncu, ker sem imel občutek, da so oni pa v podaljšku pol pregoreli. Bolj na naše par napak so prišli spet malo blizu, ampak se nam je šlo. Nam zaupate, o čem je tekla beseda med polčasom v slačilnici? Ja, predvsem to, da se moramo prebuditi, da moramo v tekmo vstopati z več energije, bolj agresivno. Obramba je bila v prvem polčasu premehka, saj smo dobili 44 točk in če ni tiste prave čvrste obrambe, ne pride do izraza tudi naša hitra igra, ki jo nekako želimo forsirati. No, v drugem polčasu mislim, da smo tudi s pomočjo malo bolj agresivne obrambe vendarle nekako se prebudili in potem vzpostavili ravnotežje. V drugem polčasu so domačini tako obrnili potek srečanja, v zadnji četrtini povedli že za 7 točk, nato pa z nekaj lastnimi napakami pripeljali tekmo do dramatičnega izenačenja in podaljška.
Tam si vnovičnega spodrsljaja niso privoščili, podaljšek so dobili 17-14. Najboljši igralec pri domačih je bil Lukas Noj s 23 točkami, pri gostih pa Niko Bačvič z 31. Nekako v drugem polčasu smo le vzpostavili nek ritem, se vrnili, povedali, imeli možnost, da tekmo dobimo po rednem delu, vendar pa ponovno stvari zapletali, ampak jaz sem vendarle vesel, da smo pokazali, da smo prava ekipa, da smo pokazali pravi karakter in na koncu mislim, da zasluženo vknjižili te 2 novi točki, zelo pomembni. Novi trener Tomo Orešnik je ekipo po odhodu Igorja Pučka prevzel v mesecu decembru in uspel Medvoščane ponovno dvigniti po nekaj slabše odigranih srečanjih. Orešnik je mlad trener, ki ima pri 36 letih starosti za seboj že 12 let trajajočo člansko trenersko pot. Pričel je z vodenjem mlajših kategorij v Triglavu, vodil nato moške članske ekipe Radovljice, Parkljev, Stražišča Kranj in Triglava, žensko člansko ekipo Triglava ter bil najprej pomočnik, nato pa selektor ženske članske reprezentance. Z Medvoščani je do konca sezone trdno odločen izpolniti zastavljene cilje. Jaz mislim, da je ekipa zelo karakterno v redu. Se pa pozna, da smo nekako novinci v ligi, da je večina fantov nima izkušenj z igranjem v drugi ligi. Dodaten problem je, se mi zdi, premajhno število treningov in pa velika zasedenost te športne dvorane, kajti te ligaške tekme igramo v petkih, nedeljah. Jaz bi si želel, da je to tisti pravi sobotni termin, ko bi prišlo tudi več gledalcev. Vendar res ostajam optimist, fanti dajo vse od sebe, tako da sem prepričan, da še nismo rekli zadnje v tej ligi in sem trdno prepričan, da nam bo uspel realizirati te cilje, to pa je obstanek v ligi. Medvoščane do konca rednega dela druge lige čaka še 7 tekem. 3 bodo odigrali v domači dvorani in sicer 24. januarja proti košarkarskemu klubu Grosuplje, 3. februarja proti EC Triglav in 17. februarja proti Portorožu. Vsi 3 tekmeci pa Medvoščanom konkurirajo v neposrednem boju v drugi polovici lestvice. Ja, želimo si čim več zmag, ne. Zdaj drugo oziroma to novo leto smo začeli z 2 zmagama oziroma 1 poraz. Tako da začeli se dobro, moramo nadaljevati tako. Moramo tiste premagati, ki smo jih že v prvem delu. In mislim, da imamo stvar pol dosti rešeno. Če pa hočemo biti tisti 8, ne, moramo pa še kakšnega v bistvu presenetiti. Tako da vse to bomo poskušali narediti. Pa bomo pa videli tekmo po tekmo. Poglejmo še na lestvico po 15 odigranih krogih. Na vrhu so Terme Olimia po četrtek z 29 točkami. Medvoščani se z 20 trenutno nahajajo na 8. mestu, vendar si kar 4 ekipe na mestih od 7 do 10 delijo enako število točk, zato bo boj za sredino lestvice do konca sezone še nadvse napet. V soboto je na smučišču Rudno pri Železnikih potekalo 12. tekmovanje gasilske mladine in članov pod okriljem Komisije za mladino pri Gasilski zvezi Medvode in v organizaciji športnega društva Buldožerji Rudno. V pionirski kategoriji sta slavila Borš Tagoj in Kaja Potočnik, v mladinski kategoriji Luka Kopač in Polona Luštrek in v kategoriji pripravnikov Domen Arhar in Neža Luštrek. Vsi ti, poleg drugo in tretje uvrščenih, imajo priložnost svoje smučarsko znanje pokazati tudi na regijskem tekmovanju za gasilsko mladino, ki bo v soboto 3. februarja na istem smučišču. Poleg gasilske mladine pa so se tudi tokrat pomerili starejši. Najhitrejši med mlajšimi člani je bil Tine Hren, med mlajšimi članicami Manca Brdnik, med člani Boštjan Rozman, med članicami Jolanda Rozman in med starejšimi člani Franc Lovrinc. In ko so potegnili črto pod rezultati, je pokal pristal v rokah prostovoljnega gasilskega društva Spodnji Pirniče Vikrče za vrh. Kegljači so pričeli z drugim delom ligaških tekmovanj. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme 10. kroga. Hidro je v prvi B ligi izgubil v Kočevju in je trenutno 4. na lestvici z 10 osvojenimi točkami. V ljubljanski ligi pa je bil odigran 12. krog. Obe medvoški ekipi sta se pomerili med seboj in zmaga je pripadla Hidru.
Anja Žovbi-Kunaver je ta vikend tekmovala v Ravni Gori na Hrvaškem na tekmi Balkan Cup in v klasični tehniki na 5 km posegla po zlatu. Tako je dosegla 85 FIS točk, najboljše FIS točke v karieri. Drugo in tretje mesto sta osvojili Bolgarka Antonija Grigorova in Vedrana Malec iz Hrvaške. Obe redno nastopata na tekmah svetovnega pokala. Anja je letos začela nastopati tudi na prvih tekmah v biatlonu. Zaradi vožnje po sredini vozišča je prišlo do prometne nesreče v Vašah, povzročitelj je pobegnil. Policisti poročajo, da so obravnavali 2 vloma v stanovanjsko hišo v Medvodah, tatvino v trgovini in vlom v poslovni prostor. Prav tako poročajo, da so obravnavali še eno kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru, kršitelju so izdali plačilni nalog. Zgodil pa se je tudi požar v stanovanjski hiši v Medvodah. Vlomilci v stanovanja in hiše kar ne odnehajo, zato vas policisti prosijo, da jim priskočite na pomoč in vsakršen sumljiv dogodek, osebo ali avtomobil nemudoma prijavite na telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Obeta se nam s športnimi dogodki zelo pester konec tedna. Badminton, plavanje in smučarski teki v Planici, pa tudi nas bo zadela stavka javnega sektorja. O vsem vas bomo obveščali, zato bodite z nami že prihodnji četrtek. Nasvidenje.